Tako da, ja, govorili bomo, mislim, ta živa arhitektura, ne. Marsikaj lahko to pomeni, ne. Eno je gotovo tudi to, da arhitekturo naredimo ljudje. Prvič jo ustvarimo, drugič jo čutimo, živimo jo, pa tudi sami smo arhitektura. To jaz pozno spoznavam v svojem poklicu. V tej prvi polovici življenja, sem celo prvo polovico življenja moral to nekako. Človek marsičesa ne ve, ko misli že kaj ve. In človek je tudi arhitektura, ena fantastična arhitektura. Jaz vedno predavanja zadnja leta začenjam s tem, da nismo brezdomci nikoli. Mi prvo hišo že imamo. In živimo v njej, jo naseljujemo, jo razvijamo, ona se razvija z nami, tako kot se mi razvijamo. Mogoče se majkrat zahvalimo za vse to, kar nam daje, pa bi bilo prav, da se zahvalimo, zato ker je res fantastično, ker nas sprehaja, ker nam mogoče, da lahko mislimo, da lahko sočustvujemo, da lahko gledamo, poslušamo, kadar dežuje, ni problema, ne zamaka, kadar se poškoduje, se praktično sama popravi, še sami ne vemo kako, kar pri tej drugi arhitekturi žal ni problem. Ni isto. In tudi tako kot čutim ta lok arhitekture, recimo, če gremo res daleč nazaj, gremo 1000 let, 2000, 4000, 4000 let nazaj, če gremo v Vedsko, Indijo, če gremo v Perzijo, če gremo do Egipta, vidimo, da je človek zavedno ali pa nezavedno z nekimi impulzi, ki so prihajali kot navdih, ko je gradil arhitekturo, vedno gradil nekaj, kar je bil njegov lasten vzor, ki pravzaprav ga je zopet bližal njemu samemu. Jaz sem letos prvič recimo začutil in spoznal, kaj pravzaprav mi počnemo, ko recimo za novo leto krasimo novoletno jelo. Mi v bistvu krasimo vse. Mi v bistvu takrat in ko se odmaknemo in pogledamo in smo tako vzneseni, ko vidimo, kako je lepa, kako sveti, to smo mi. Mi sebe okrasimo, pa vsaj tisto, kar je v nas samih potencial, naš lastni potencial. To je ta potencial, da smo razsvetljeni in da razsvetljujemo druge. In to v bistvu sakralna, predvsem sakralna arhitektura o tem govori. In to pročelje, ko rečemo, arhitektura ima pročelje, ima svoje lice, ima svoj obraz, tudi rečemo, fasado, tudi za obraz rečemo čas, da imamo fasado. Sploh je zanimivo, koliko besed iz arhitekture se upada z besedami, ki jih uporabljamo za dele telesa. Podobno je z goro, tudi v pokrajini najdemo. Največkrat je arhitektura veliko en mestni člen med to prvo hišo, ki je hiša našega telesa, in med to drugo hišo, ki je stvarstvo, vsemirje, vesolje. Če uporabimo to veselo besedo za eno veselje, vesolje. In arhitektura, ta živa arhitektura, je živa toliko, kolikor uspe ta mikrokozmos, to naše vsemirje, naše telo in vse, kar je v notranjosti, ta naša notranja skrivnost in ta zunanja skrivnost, koliko jo uspe narediti pretočno. Takrat uživamo v tej arhitekturi, ker nas podpira v tem, kar smo in nas v bistvu povezuje z nečim. Nas ne ločuje, nas ne zapira. Zdaj smo tudi tukaj v enem kritičnem momentu, to vsi čutimo, ki lahko rečemo, da je kritičen moment tega časa, te civilizacije, te kulture, za katero, recimo, Tine Hriber, naš filozof, on sicer zelo malo, nasplošno se v arhitekturi malo piše, spod filozofskega stališča. Tistih par stavkov, ki je napisal, je rekel, arhitektura 20. stoletja ni arhitektura, je tehnotektura. Od te besede arhitektura je arhitektura izgubila svoj arhe, svoj prvi pol, ki je seveda najpomembnejši. Ker arhe je ena zelo skrivnostna, zelo skoraj simbol, beseda simbol, v bistvu pomeni izvor, pomeni začetek, prapočelo, se pravi seme vsega, kal, zametek, slutnja. Pravite, to je vse tisto bistveno, zaradi česar mi smo in zaradi česar mi uživljamo in dobivamo navdih.
To je tisto, zakaj sploh, to je smisel. In zanimivo, v antični tradiciji, pa še kasneje, sta bila arhitekta vedno dva, ker je bil potreben dialog. Namreč v fazi realizacije arhitekture je toliko nekih tehničnih, nekih zemeljskih, nekih praktičnih stvari, da je zelo dobro, da nekdo ostane izven procesa in skrbi za ta arhe, da se smisel ne izgubi. Vsi čutimo, da danes naša družba izgublja ta kompas. Politika ga je izgubila že zdavnaj, pa bi mogla biti prva, ki bi ga mogla imeti v sebi, ker drugače sploh ne more biti to, za kar je. In potem se igra čisto ene druge igre. Ampak to je ta arhe. Zakaj sploh stvari delamo? In arhitektura ima to v sebi. Je arhe in tektura. Eno govori o tem, zakaj, druga pa kako. Jaz sem tukaj nanizal par slik, par podob. Vsi ste vabljeni, da tudi dopolnjujete, da kaj vmes vprašate, da kaj pripomnite, kaj poveste. Jaz bom probal tudi kasneje, če nas bo še zanimalo, pa če bomo čutili, lahko to se z tega razvije pogovor. Meni je zelo pomembno, da imamo odziv, da ne govori samo o eden. In tudi večina procesov, v katerih zdaj sodelujem, je bil tudi ten projekt, ki ga bom pokazal, ki je bil zame osebno prelomen za moje delo kot arhitekta. Sem pa neko podobno stvar zdaj pri Plečniku pred kratkim prebral. Letos so odprli Hračanove vrtove gor, prenovljene. In ob tem je bil en članek in noti bil en citat, ki ga nisem poznal od Plečnika. Pravi Plečnik, pravi, zdaj bom delal čisto drugače. Do zdaj sem probal kamnu dati dušo. Zdaj bo pa probal v kamnu dušo poiskati. A razumete? Jaz mislim, da to, kar mi delamo, celo to 20. stoletje, to, da hočemo, vedno nekaj hočemo od stvari, ali pa hočemo jih uporabiti, hočemo jih utilizirati in se zelo surovo ukvarjamo. Zato vse vidimo kot surovino, zato govorimo danes o človeških virih, govorimo o naravnih virih, vse za nas vir ali pa projekcija, projekt, projeciranje. In tudi moj poklic je, kar nekaj smo vsi projektanti, nismo več arhitekti. Kaj pomeni to projeciranje? To pomeni, da ti nekaj mečeš iz sebe, to je zelo vojaški termin, projekcija, ali pa ciljna publika, govorimo. Kaj je naš cilj, projektnic? To je zelo, ali pa strategija, strategija razvoja. To so sami vojaški pojmi. Skratka, ti veš, kaj hočeš in greš kot en plenic v prostor, da točno to dobiš. Da si razočaran, če ni, ali pa probaš vse narediti tudi za ceno, ne vem česa, da to dobiš. In tu smo čisto slepi pegli. Tu smo izgubili osnovni občutek in sploh smo si preprečili, da bi sploh nam stvari še sploh karkoli povedali, da bi nam karkoli govorili. Tako da ta živost, jaz mislim, da je v veliki meri odvisna, v kakšni meri bomo neke stvari prenehali delati. Ne govorim o tem, da bi se morali zdaj aktivirati. Govori se veliko aktivno biti, borba za mir, recimo, ali pa ekologi. Naše reke očistiti je najlažje tako, da nekaj nehamo delati, ne da jih začnemo čistiti. Dokler so izviri čisti in izviri, hvala Bogu, so čisti. Treba samo delati nekaj, kar ne delamo prav, ker če bi delali prav, bi bili čisti. In del te žive arhitekture je tudi prostor, v katerega smo rojeni, v katerem živimo. In če pogledamo Slovenijo kot en tak prostor, jaz se ji ne morem načuditi. Pa tudi po velikosti, kolikrat slišimo, ravno zopet od ljudi, ki so v tistih legah, ko bi morali še posebej imajo odgovornost do stvari, ker so pač na takih funkcijah, da so na nek način frustrirani z velikostjo. Za njih jaz mislim, da je Slovenija prevelika, absolutno. In je res velika. Velika je tudi v tem fizičnem smislu, če začnemo čisto pri teh osnovah, zato ker je tako razgibano, ker je tako pestro. Tukaj že vidimo, kako v bistvu razlike so tiste, ki gradijo pravo moč v prostoru. Pravo velikost tudi v površini Slovenije bi dobili, če bi, bog ne dej, probali mi ta krasno, razgiban in sploh nimam izraza, Podobno je kot naši možgani, v tako majhnem prostoru, veste, kakšni so možgani, koliko površine je tu not zloženo, To je Slovenija, to je prav potencial,
naš, ne. In v našem prostoru, ne. In vse je odvisno od naše pozornosti, ne. Lahko se nam stvari zdijo majhne, lahko se jim pa posvetimo in bomo videli, da tako malo vemo od njih, da bo kar naenkrat postale ogromne, ne. In takrat nam bojo tudi začeli govoriti in nas bojo hranili in nas bojo začeli podpirati. Ker ko začneš na ta način delovati, kot je Plečnik rekel, ko začneš iskati, in ko najdeš, ko vidiš, koliko je tega za najdeti, ti veš, da te vse stvari podpira. Kome čakajo, da jim ti daš možnost, da te podpira. To je čist drug pristop. In potem pride do te živosti. Potem se stvari zgodijo. Ja, probamo, da vidimo, kaj je. Če začnemo s to krizo, pa ne bomo predolgo, ker vemo, kriza je vedno priložnost. Ne? Vse, kdaj smo se v življenju največ naučili, v najtežjih trenutkih, ne? Nobene sili vanje, ne? Ampak potem, ko so za nami, pa ko se ozreš, pa vidiš, da ko si bil primoran, ko te življenje dobesedno prisililo, te spravilo, vrglo te v vodo, karkoli, in takrat si zrastel, ne? Takrat si se prekalil. Ne? To je današnja stvarnost, ne? Če gremo v prostor, prosto stoječa hiša. Isto kot mi, vsi smo danes prosto stoječi, ne? Tudi se bojimo nekako, tudi zaradi mnogih zunanjih okoliščin. Jaz mislim, da danes je veliko teh institucionalnih zunanjih okoliščin, ki nas delajo nesvobodne, zaprte, preplašene. Ampak po vojni je bil to vzorc, ki smo ga veselo razprostrli po celi Sloveniji. Misleč, da bomo na ta način dobili neko intimo, nekaj zase. Ampak to je paradoks, na ta način nikoli ne moreš dobiti intime. To je najslabši primer. Ti si tukaj v čistem panoptikumu. Ni čudno, da so v Sloveniji vsi skregani. Vsi gledajo skozi okno v krožnik, nobene intime nikjer. Vsi so šli na svoje, ampak hkrati so pa vsi v eni isti godli, nobene kvalitete, nobenega spredja, nobenega zadaj, nobenega javnega, poljavnega, intimnega. Od vrta ni nič ostalo, ker je samo en pas, tistih par metrov okoli, bomo videli pol na tej raščeni arhitekturi, ali pa tudi, če pogledamo okoli sebe, ne, ta trg. Poglejte te hiše, kako neverjetno različne so. Recimo od skromnih, bahavih, iz 12, ne vem, različnih stoletij, različnih slogov. Predstavljaj se, da vse stojijo narazen, da je med njimi recimo 10 metrov prostora, kot je tu. Kakšna kakofonija, kako bi se skregale takoj. Uničile bi se. Medtem, ko tu, ko so tesno skupaj druga ob drugi, ta različnost sploh ne moti. Naredi prekrasno okolje enega trga, javni prostor se naredi notranja soba mesta, ki jo vse hiše skupaj zgradijo. Pa še podprejo se med sabo, da dobimo še energetsko, seveda 2 stranici manj, polovica korjarne. Skratka, skupaj stopiti ne pomeni, da zaradi tega si manj svoboden, manj ti. Ne? Obratno, ne? Sem prepričan. Ampak zato je potreben nek proces. Treba se upati, malo povabiti, preizkusiti, videti, zaupati. In to nas vse čaka, če hočemo stopiti en korak naprej. Ali pa tole, ne? To je, kako temu rečejo, cona, ne? Industrijska cona, recimo, obrtna cona. To je, jaz jokam, ko grem mi takih prostorov. To je blizu Cerkniškega jezera, ki vemo, kaj je Cerkniško jezero, kam je Cerkniško jezero Valva Zore pripeljalo v središče takratnega sveta, ne, da je bil sprejet med najvišje takrat. Ker je opazoval, ne, in je spregovorilo mu jezero in je on to spregovoril naprej in je bil prepoznan. To je neumnost, ne. To je ta monofunkcionalnost, kjer, gledajte, tu je bil nekoč gost. Mi že danes v Sloveniji pokurimo za ohlajevanje naših hiš več energije, kot za ogrevanje. To je podatek zadnjih 5-10 let. Če bi sam pustili, recimo, z enim gozdarjem bi se sprehodili neko to rastišča, recimo, pa bi imeli vsaj parkirišče že pod drevesi, ne? Ali pa drevesa bi bila, ali pa hiše bi bila zasenčene. Tudi če že grejo v nek projekt, recimo, nekega razvojnega sistema, pa vemo, da to niso kreativna okolja, ne? Mi pa hočemo razvijati kreativno znanje, ker vemo, da majhni kot smo, rabimo kreativne prostore, ampak rabimo tudi okolico, ki nas bo delala kreativno. Ne? In tukaj smo to priložnost dobili, recimo. Pa smo jo imeli. Ne? Koliko dela smo si naredili. Ne? Zato pravim, da je čas treba nehati delati, zato, da narediš nekaj dobrega.
To je zelo blizu Vrbe, ne, kjer je Prešeren rekel, ne, okoljšna ta podoba raja, ne, in je res rajska, ne, to, ko zreš to, kako se te dve Savi rodita na začetku, ne, ena pri Zelencih, ne, takole, čisto neslišno, vzgonsko, pride iz tal ven, ko čudež, kar ne, čisto nevidno skoraj, ne. Druga pa po 7 jezerih se pretoči, potem pa udari dol, ne, moško-ženski slab, tolče vodo, ne, kakšen kontrast, ne, recimo iz tega nastane kar 2 kiti, nastane ena taka reka, ki gre potem do Črnega morja, ne, Argonautska reka, ne. Nekdo tukaj ni videl, ali pa bil slep, ali pa imel čist drug interes, danes je ogromno drugega interesa, ogromno. Ampak zopet je od skupnosti odvisno, ali to dopusti ali ne dopusti. In danes skupnosti ni, seveda, ker interesu teh mehanizmov je seveda, da smo vsi ločeni potrošniki, vsi malo napere drug povezamo. Ne bomo danes bi hotel govoriti o teh potencialih, ki so v nas in v prostoru. Naprej. Prej bi govoril o eni meji, ki je živa. Danes govorimo, največ meje so vedno problem danes, v današnji družbi. Ne? Konflikt na meji, ne? Meja med dvema sosedama, vedno predmet spora. Ne? Zanimivo, v naravi je ravno obratno. Tam, kjer se stikujeta gozd in travnik, je narava najbogatejša. Največ simbioz, največ fenomenov, največja biološka pestrost. Na meji med kopnim in oceanom je največja pestrost. Mesta stara so vsa postavljena, na obale rek ali na obale mesta, kakorkoli, ker so stari to vedeli, kam to postavili. Tam, kjer je največje prežemanje, kratko, v naravi je meja najbolj živa, najbolj vitalna. Danes pa imamo te centre, ki v bistvu zaradi samega sebe, zaradi svoje moči, zaradi svoje, recimo, precenjenosti, delajo konflikte na meji. Danes, če hočemo to razrešiti, moramo se upati iti na mejo, na dotik. To je to, kako hočemo skupaj stopiti, začutiti to mejo kot obilje, kot nekaj, kar ponuja. Jaz se spomnim, ko sem bil majhen, sem najrajši preživljal ure ko sem sedel v okno. Ne? Tako kot tukaj, ne? Sediš na okno, ali pa tudi zdaj sem na meji, ne? Med znotraj in zunaj. Kakšen privilegij, biti hkrati zunaj in znotraj, na policiji okenske. Poznate to občutek, ne? Tam, ko muce sedijo vedno, ne? One znajo uživati, ne? Noter poslušaš, kako se kuha kava, pa pogovarjajo, ne, odrasli, ti pa gledaš, recimo, ne, eno poletno nevihto, recimo, zunaj. Kakšno obilje tega, to je živa meja, ne. In naprej. In živa arhitektura ima vedno živo mejo. Ker arhitektura vedno postavlja nek zid, ne, nekaj artikulira, ampak pomembno, kaj prepušča, kaj je poudarjeno s tem. Zanimivo, da v antičnem jeziku, v stari grščini, zid pomeni začetek. Imajo isto besedo za stena in začetek. Stena ni konec, ampak je začetek. Zelo zanimivo. Tukaj vidite eno umetniško upodobitev krajine, hiše, kulturne krajine, kjer čutimo skoraj ta, bi rekel, kvantni pogled. Ne? Kako vse pleše, kako je vse skupaj en neverjeten ples, ki se vse preliva, vse se pretaka. Tukaj ni, meje sploh ni, ker so meje tako, stvari kar prehajajo med sabo. Ne? In v dobri arhitekturi je to organsko mesto, kot je to srednjeveško mesto. Zakaj? Tu nismo nikoli utrujeni. Kako nas mesto vodi? Pa nič ne piše, ne, velika tabla, reka, pa glavni trg. Mi vemo, tudi če pridemo v tuje mesto, v staro srednjeveško mesto, vedno vemo, začnemo hoditi in na koncu bomo končali pred katedralo, sigurno. Ali pa na glavnem mostu. In to prosto nas bo sam vodil, ker je tako je bil prepoznan. Prostor vse pove, kaj rabi. Samo da je treba vprašati včasih. To je ta navdih, ne? Zanimivo, ne? Navdih, beseda govori. Mi moramo nekaj vase vzeti, ne? Skratka, ni to projeciranje. Jaz se nič ne izmišljujem, ne? Zdaj se bom jaz nekaj izmislil in to zdaj hočem, ne? Hočem, da je točno tako. In pa imam same težave, en drug noče, sam jaz hočem. Če pa jaz imam navdih, to pomeni, da sem vase vzel nekaj, potem je pa vse to tam. Jaz samo pomagam, da se uresniči. Naprej. To je to, ne? Hoditi po morski obali, ne? Ko si hkrati in mornar in tisti, ki hrpeni po morju, recimo.
zanimivo, staro mestno jedro, recimo Ljubljana, ne? 2 vrstni hiši v bistvu. Ne? Ena sledi Grajski hrib, ena pa breg reke. In vmes je ta, zopet rečem, to je živa meja. To je meja, ki je razprta in je glavna soba mesta, v katerega vsak lahko svobodno vstopa in vse hiše v bistvu gradijo ta skupen prostor. In ker so poravnane, so lahko zelo različne, tako kot smo živeli. V bistvu, samo tista najpomembnejša hiša malo krši pravilo, malo si vzame, malo več, ne? Tako kot tale tukaj, ki si dovoli en balkonček, ne? Tukaj pa stopi za 5 metrov naprej. Pa zadnje imamo, če bi šli nazaj, so ozrni na te fotografije, bi imeli stolnico, ne? Ona pa 6 metrov nazaj. To sta 2 pomembni hiši iz tistega obdobja in to je edino. Pač pa 2 vrstne hiše, to je stara Ljubljana. In vsi imajo enake pogoje. Vsaka od teh hiš ima svoj pogled na reko, ali pa zgornja hiša ima svoj vrt v pobočju. In dokler je ta pogoj izpolnjen, je staro mesto raslo. Ko ni več izpolnjen, so ta stari zaključili zgodbo. Zdaj gremo pa drugam, pa so šli na štanje, pa so naredili tako kačo, ko je frigo, recimo. To je prepoznati arhe. Kaj prostor dovoljuje? Naprej? Tak, ko govorimo o vrstni hiši, recimo, to je prava oblika. Saj to je zopet, vemo življenje, enocelični organizmi, dvocelični, večcelični. To se lepo vidi pri kozovcu. Imamo tiste stoge v Bovški dolini, ki so možici, rečejo tudi možici. Kot da bi dejansko ljudje stali na polih. Ne? Potem so vrvi napeljali med njimi, žice, pa se je stvar, to je tako, kot da bi se midva z Robijem roko podala. Ne? Hop, ne? Pa je bilo že nekaj več. Ne? Pa sta potem 2 vrsti skupaj stopila, pa sta se še vmes podale roke, že skoraj ena četvorka, en ples. Ne? Pa je bilo pa že toliko, da je bilo treba streho narediti. Ne? Pa je živ bil Doppler, ne? Pa je še rasla. Ne? To je zanimivo, v arhitekturi imamo veliko teh primerov, ko iz enoceličnega organizma, iz te prasobe, nastane en kompleksen organizem, podobno kot v procesu naših teles. Naprej? Še notranjost. Ne? Se predstavljate to? Zdaj malo špekuliram. Podobno kot če bi v stari Ljubljani tisto vrstno hišo, da bi vmesne stene porušili. Pa bi šli kar iz salona v salon, recimo, meščani. Ne? Ker čaj bi skuhal, pa bi rekel, kdo bi čaj? Ne? Pa ne še čaj. Ne? Recimo, ni treba iti ven na ulico, recimo, pa pozvoniti, ne? Poprašati za dovoljenje. Oni res tako živijo. Ko se ena družina nova formira, podaljšajo hišo, še za eno novo enoto. Zgleda kar zadovoljeno, vsaj tukaj nekaj fotografij. Naprej. Tule en primer, recimo, te meje. Naša obala, vsi jamrajo, kako je kratka. Ne? Jaz sem večkrat, tudi vi ste verjetno že prehodili, ne? Greš pa. Ampak vse je odvisno od naše pozornosti. Če šteješ vsak kamenček, ki ga obliva voda, ne? Če bi to seštel, ne, ta integral, bi dobil mogoče 100.000 km dolgo obalo. Ne. Če pa delaš tako abstraktno, približno ravno, tako nauč, ne, iz kabineta enega ministra, ne, to je 30 km še to. Ne. Stara kultura je pa iz tega naredila res cel fenomen. Glede, stare soline. Vsa ideja je bila v tem, da so mesta samo na najbolj izpostavljenih točkah. Koper, Izola, Piran. Vse od doline so bile pa vase vzete, morje je bilo noter vzeto, Prepelano, ta vpliv, blagodejni morje, bi čim globe potegnil noter. Po Rižani, po Dragoni, soline. Ne, ker soline so fenomen, kjer v bistvu slana pa sladka voda, v bistvu postavljate mikroklima. Oni so s tem ozračje spremenili. Še danes govorimo, ta slanica, ki izpareva, da je to vitalnost, da so celi wellness centri so na tem, ne, pa na tem zdravilnem blatu. Ne. Ti s enim takim posegom si zrak spremeniš, svojo mikroklimo, narediš zdravilo. Fantastično. Naprej. To je ta ideja, ali ravno črto vlečeš, ali pa začneš to pozornost graditi. Naprej. Jaz se tudi s permakulturo ukvarjam. To je ena oblika kmetovanja, ki proba bolj kompleksne oblike najti v pokrajini. Podobno kot narava dela. V bistvu proba naravne vzorce prenašati v kmetijstvo ali pa pridelavo hrane, ali pa tudi v medčloveške odnose, ekonomijo recimo. Primer je enega travnika, ki je praktično monokultura. Permakultura in monokultura skrajno stanje. Od njega začneš, potem greš pa proti pestrosti. V bistvu povabiš več elementov noter. Tu je ena jasa, tu narediš 5, 6, 7 jas, recimo, z nekimi mikroklimatskimi prostori. Vodo zajemaš, zadržuješ v prostoru. Naprej.
to je to obilje, ne? Ki narava da to obilje, če je dopustimo. Ne? In potem v bistvu ta sistem, ki je stabilen, ravno zato, ker je pester, vnašamo čim več seveda vrst, ki tudi nam koristijo. S tem ne zmanjšujemo, ali pa tukaj ni plevelov več. Ne? Vse je v funkciji ali zastirke, organske mase, sence, mikroklime. Določeni pleveli zelo pomagajo drugim rastlinam. Simbioza se lahko ustvarja, ne, med sabo. Naprej. Dvojina, ne, recimo. Slovenci imamo dvojino, to je ena zanimivost, ne. Ker vsi vemo, da ni enako, ali si sam, ali si v množici, v trojici, ali si pa v dvoje. To so tri različne kvalitete, res, ne. In je lepo, da je to v jeziku še vedno ohranjeno, da lahko to rečemo. Naprej. Zdaj, veliko se probam posvečati tudi umetnosti gledanja. Obstaja ena zelo posrečena beseda, vse je ogromno, pri besedah je tudi podobno. Če prisluhnemo, vidimo, da imajo še neko notranjo vsebino, da so predniki še neki zapredli noter v te naše besede. Zdaj, mi jih večkrat zelo utilitarno, zelo površno uporabljamo. Ena taka je beseda spregledati. Spregledamo, ne? Kolikrat gremo v kakšne stvari, pa jo spregledamo. Potem pa spregledamo. In kaj se zgodi? Vidimo nekaj, kar prej sploh nismo videli. Nekaj se nam razodene. In je zanimivo, da uporabljamo isto besedo za dva popolnoma nasprotna doživetja. Kar je po eni strani, po drugi strani pa točno to, kar se res zgodi. Namreč navzven se nič ni spremenilo. Tisto je bilo že ves čas tam. Samo mi nismo vedeli, nismo videli. Potem pa pogledaš, daš pozornost in vidiš, in si presenečen, a res, da to je bilo skozi tam. Tale džezva, recimo, ki je en prekrasen element. Ne. Jaz sem jo kuhal, dolg časa smo imeli pri hiši, ne. Ampak potem je prišel pa en gospod po imenu Harald, pa je rekel, a ti vidiš, kaj imaš na tej džezvi? Pa sem jaz pogledal, pa prosim, da še vi pogledate, pa sem rekel, pa se to ni res. In prvič v življenju sem videl, vidite to figuro? Kaj bi rekli? Kdo je to? Ženska. In kaj je s to žensko? Noseča. Noseča je. Točno se vidi. Kaj se še, potem seveda začneš gledati naprej, ne? Simbol. Še zdaj sem naježen, ne znam. Ampak to so te stvari, ki so okoli nas. Polno jih je. Naprej. Ja, to je zdaj začetek, ne, smo rekli. Ena taka pripomoček, kako recimo znanost danes vidi naše vesolje v prvim delčku, ne vem, milijoninke, ne, štejejo z milijoninkami to fazo, ne. To je prapok, ne. Zanimivo, v arhitekturi mi temu rečemo elektron. To je zlata krogla, evo je. Na vrhu zvonikov reče se tudi jabolko. Včasih noter v teh jabolkih obstaja načrt stavbe. Seme je noter. To je zametek vsega. Razumete, kaj hočem povedati? Elektron. Na obeliskih starih. Tudi robovodnjak v Ljubljani ima gor, ne? Zlata krogla, ne? Jantar včasih tudi. To so materiali kot zlato, ki so izredno prevodni. Tudi mi moramo biti prevodni. Moramo postati prevodni. Naprej. Par tisočink časa kasneje. Že čist nekaj drugega. Že skoraj en planet. Že skoraj naš Zemlja. Že skoraj lahko rečeš, kaj je kopno, kaj je morje. Fantastično. Prva geografija. Prva dualnost. Začetek abecede. V eni pravljici o kralju Matjažu. Kralj Matjaž prijateljuje z enim beračem, za katerega noben drug nima mar.
Pa kaj se skozi družiš s tem beračem, ne? Dej, rajš se nam posvet, s škofo je šlo zelo na živce, ne? To druženje. Pa rekel, veš kaj, ga bom enkrat povabil, pa se boste z njim malo pogovarjali. Ali bo pa on vam kakšno vprašanje zastavil. In res potem zastavi ravno škofo eno vprašanje. Pravi, če lahko odgovori, česa tudi Bog ne more ustvariti. To je tako nerodno vprašanje za škofa. In je bil zadregi, ne? In ni vedel, ne? In je pol rekel ta berač, je rekel, ne more ustvariti gore brez doline. In to je to. Ko enkrat rečeš A, rečeš še B, in ko rečeš A pa B, pol začne teči. In moramo priti v ta tok, v to govorico noter. Ja, to je ta ogromna spirala, ne? Ki je zelo podobna tem spiralam, ki jih imamo tukaj na temenu naših glav. Naprej. Zopet spirale, ne? Vidimo te ciklone, kako, ali pa zalivski tokovi, oceanski tokovi, lava v zemlji tudi skozi se giblje. Naprej. 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 To sem tako, da malo prebudimo ta prav spomin, skozi kaj vse smo že šli. Naprej. Naprej. Tudi vidite, zanimivo, to je ena karta, nenavadna karta, ne? Ker kaže, da pravzaprav vsa zemlja je eno samo kopno. Ne? Govorijo, to je ta prakontinent, ki v bistvu zopet, ne, je v enem procesu enega raztezenja, kot en fetus, ne? To je trenutko raste. Ta skupnost, ne? Zopet, ali je to naključje ali ne, ampak ravno v vrbi, ne, Prešernovi vrbi je na sredi vasi še ohranjen parlament vaški. To, kar je bilo v večini slovenskih vasi pa krajev. Skratka, prostor okoli drevesa največkrat, pa na glavnem trg, kjer se je zborovalo, kjer se je pogovarjalo o tistmu, kar prizadeva celo skupnost. Skratka, o vzroku in posledica. Mi danes vemo, da se nam je vzrok in posledica, sta se nam razločila, usodno razločila. Mi danes na velike informacije, ki smo jih deležni, se ne moramo odzvati. Televizija, tipičen primer. Bombardirani smo z večinoma tragičnimi dogodki, na katere se kot človeška bitja ne moramo odzvati, smo predaleč. In nas to frustrira do te mere, da postanemo apatični. Tukaj se je govorilo samo o stvareh, na katerih si imel vpliv kot človek. Vsaka družina imela svojega zastopnika, usedel se na kamen in se je zborovalo o pomembnih skupnih stvareh. Zanimivo zame kot arhitekta, na sredi je drevo, ki kaj povzroča? Nikoli ne vidiš nasprotnika. Nasprotnika ni. Zato, ker če skupnost deluje kot v tej pretočnosti, potem se vse skomunicira ne vis-a-vis, ampak v krogu. Naprej. Tole. Pri otrocih se krasno vidi. Naprej. Ti stari mojstri, pa ne tudi stari, tudi sodobni mojstri, recimo so vse to tudi zapisovali v prostor. Recimo en lep primer, ki ga mogoče poznate desno, Mariborčani. Kdo ve, kje je to? Desno spodaj. Ja. In kdo je to delal? Poznate tega, ki je toliko daroval temu mestu, se spomnite njegovega imena? Ja, Ljubo Humek. Humek, ne, zanimivo, ne, ko se človek piše Humek, ne. To je pravzaprav poklon enemu Humku, ne. Enemu griču v ozadju, ne. Zopet en način, kako vstopiš v goro, v materijo, na en skoraj pravličen način. Kakšna preprosta gesta, ne. Ali pa levo zgore, Ravnikar, trg revolucije, ampak to, veste, Ravnikar je bil izreden domoljub, on je bil včasih aroganten, ne. Ampak zato, ker seveda je hotel več, ne. Hotel je, da smo vsi več, kot smo, ne. Mislim, da smo to, kar smo, no, ne bom rekel več, kot smo, ker smo več. To je Landarska jama, zelo zanimivo, naš staro svetišče, na Nadiži. In ga enostavno prenesel v prestolnico. Veliko arhitektov je to delal, tudi Roba je to naredil. Robov vodnjak je prenos enega naravnega fenomena v središče mesta. To je zopet živa arhitektura. Arhitektura, ki daruje. Nekaj, kar je prepoznano, daruje. Da, vsak lahko to vidi in začuti. Naprej. Kaj je šlo nazaj?
Ja, kakšen potencial, recimo, Kras, ne? Dali smo ime temu tipu pokrajine. Ne? Po njej se imenuje vsi krasi na svetu se imenujejo, vse te pokrajine. Ne? Koliko na tisočih, na milijone teh vrtač, ne? Danes jih zasipavamo z odpadki. Naprej. Lahko bi jih spremenili v mikropredelovalnice hrane. Recimo, v permakulturi je značilna ta spirala, ste videli preko otroci delajo spiralo. To je namreč ti, ko ustvariš grič, ustvariš vse možne lege. Senčne, sončne, polsenčne, suhe, mokre. Vrtača ima vse to. Če bi mi naredili spirale v te vrtače navzdol, pa zajemali vodo, vrt, pa izkoriščali to plodno zemljo, ki se dol nabira, bi lahko iz prvotnega stanja z enimi visokimi gredami ustvarili neke kornukopijo. Poznate ta izraz? Kornukopijo. To je rok izobilja. To je en zanimiv mitološki en pojem. Vzhodna figura na robovem vodnjaku nosi kornukopijo. To je zavit rok, z katerega kipi sadje. To ste gotovo že kdaj videli. Grozdje, sadje, banane, jabolka. To je ena zanimiva zgodba. To je rok od Amalteje, ene koze grške. Ni bila navadna koza. Ta koza je dojila Zeusa, ko je bil še čist majhen. Kot bebica. In ga je spravila po koncu. Zeus se pa pol, zdaj to je moja interpretacija, ne? Po tem mitu je Zeus po nerodnosti, ko je bil večji, jaz bom rekel, ko je bil teenager, recimo, ne? Zlomil tej Amalteji rok. Iz neke objestnosti, recimo. Ne? In mu je bilo žal. In pol, ko je postal Bog, vsemogočni Bog, se je odkupil ali pa se probal upravičiti kozi in je ta rok vzel in ga spremenil v rok izobilja. To je kornukopija. To je ta, iz ene točke, ne, raste ta rok, z katerega vse kipi. To je simbol te narave, ki daje, ki nič ne vpraša in daje in daje in daje. Kornukopija. To bi lahko bile take male kornukopije, ne, te spirale. Mogoče, jaz mislim, da mi smo danes tudi kot človeštvo v eni puberteti. V bistvu, pubertetnik, to je težko obdobje, za njega tudi vsi smo šli skozi to. Ne. Jaz imam zdaj 2 pubertetnika doma. Ne. Ampak je nujno potrebno, ne. Takrat se človek odtrga, hoče se sam preizkusiti, ne posluša nobenega, rine v težave. Ne. In tako smo mi danes, ne, se mi zdi, kot človeštvo. Ampak kaj ti izključen trenutek je pol? Ponovno prijeti nazaj, ne. Ponovno najdeti stik, recimo. Ne. Zopet znati komunicirati s svojimi starši, ne da bi izgubil to pridobljeno svobodo, ampak čisto po neki normalni poti. Ne? In to nas čaka danes kot človeštvo, da ponovno začnemo komunicirati z naravo, vse to, kar nas je vzgojilo, zaradi česa smo to, kar smo, ker nismo sami sebe ustvarili. Naprej? No, recimo takole, ne. Vse na Krasu je malo tega že, ne? Se najde. Ne? Pa še vetrno zavetje, sončna past, to zdaj jaz kot permakulturnik malo govorim, že vidim to. Naprej? Naprej? O tem smo že govorili, ne? Arhitektura kot telo, kot umetnost proporcij, telesnih proporcij, ta simetrija, recimo, ki je tudi v vsaki arhitekturi prisotna. Ne? Vidite, vsaka od teh hiš, bi lahko rekli, ima svoj obraz, ima svoje pročelje, ima svoj vstop, ima svojo os osebe. Zanimivo, ne? Os osebe. Človek se je postavil po konci in izpostavil eno os, ne? Med nebom in zemljo. Zanimivo, Martina, ne, ni Martina. Ena pesnica ruska, Cvetajeva, enkrat rekla, kje se začne nebo? Reče, če se kje začne, se začne tukaj, dol, spodaj, v prvem milimetru nad zemljo. Na ta način mi živimo v nebu praktično. Mi se samo z malim delčkom dotikamo zemlje. Imamo to os v sebi. Naprej. Zato nam je ta steber tako pomemben. Ne? V eni sobi, kjer je steber, recimo, nekako skoraj ne moreš biti sam, ne? Čutiš eno prisotnost. Naprej. To je krasen umetnik, Ryuzo Fukuhara, fantastičen butoplesalec. Z njim smo delali eno sekvenco plečnikovih ambientov in on je to uživljal z enim zelo počasnim gibanjem. Krasno. Naprej. To iskati harmonizacijo, ne? Kako se približati nečemu, kar že je v prostoru, poiskati, da
Harmonija, zanimivo. To je zopet en tesarski izraz. Danes ga uporabljamo bolj v glasbi, ne? Filharmonija. Ljubitelji harmonije so tisti, ki pač so postavili filharmonijo. Ne? Ampak harmos je špranja po stari grščini. Skratka, harmonični stik pomeni stik brez špranja. Skratka, da se nekaj prilega. Ne? Zopet, da brez ostanka, ne, nekako, zopet to prežemanje, ne? Da sede eno v drugo. Ne? Skratka, zopet dialog, ne? Prileganje, skladnost, ne? Skladba, skladne. Ne? Skladati, ne? Skladati drva, skladati stavbo. Včasih je skladalo, ne? To je skladne, ne? Nalaganje. Naprej? Naprej? Za vse to je zopet potrebna skupnost, ker brez skupnosti ni vsebine, ki bi jo lahko oblikoval. Naprej? Naprej? Koliko je zdaj ura? Ker jaz se rad zaklepetam. Zdaj govori. Kako? Imaš pol časa. Ja, kako se počute? Ja? Se sliši zadaj? Slišite zadaj? Ja? Slabo? Ker boš vzel mikrofon? Ja, bom probal malo bolj na glas govoriti. Ko smo ravno pri akustiki, ne? En nepozaben spomin, sicer enega tazga žalostnega trenutka, vojna za Slovenijo, tisti dan, ko je bilo vse v tišini, ko so letala preletavala. Sem šel po stari Ljubljani, nobenega ni bilo, tako kot tisti zgodbi Pale sam na svetu, kot da se je vse ustavilo. Ampak ko sem šel proti centru, sem slišal žuborenje Ljubljanice. Prvič, da sem slišal reko žuboreti. Slišal sem vsak vodnjak v mestu. In to daleč, preden sem sploh prišel v bližino. Slišal sem svoj pogovor dveh, nekje v stari Ljubljani, pa sta se pol oddaljevala, tako da jih nisem nikoli videl. In sem prvi začutil, da je akustika teh starih trgov narejena na akustiko človeškega glasu, ki danes ne pride do izraza več, zato ker imamo toliko teh industrijskih šumov. Ker danes se tudi bojimo tišine, zato ker to je izziv, ne, danes biti sam s sabo je včasih, to je kar ena vaja, ne, potrebna. In je zanimivo, da je en od najbolj agresivnih možnih stanj civilizacije, sprav vojna, je povzročila največjo tišino. Opet, en tak zanimiv paradoks. Zdaj vam bom povedal eno tako skrivnost ali pa eno sporočilo, ki ga je Plečnik pustil na pragu Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. 4 leta, 5 let sem tja hodil, nekaj sem se naučil, šola je zanimiva tudi zato, ker srečaš svojo generacijo, ker to so ljudje, s katerimi boš odraščal, ki bodo tudi nekaj v življenju ustvarjali, ker vsaka generacija je v bistvu družbena elita bodočnosti. Naši otroci bojo v enem trenutku tisti, ki bojo človeštvo sveta predstavljali. Plečnik ni bil zgovoren pedagog, ampak tu je na vratih pustil eno sporočilo. Sam na kratko vam ga bom predstavil. Naprej. On je postavil 3 elemente v prostor. Eno, postavil nadstrešnico pred to staro stavbo. To je bilo včasih konjušnica. Ja, rekel, en utilitarni objekt, ne? Pač seveda, da lažje zapreš dežnik, preden vstopiš. Malo si poglejte to, kar je naredil. Jaz sem šele zadnjič na enem predavanju videl, kaj mislim, da je on tule še dal zraven noter. Vidite, imate ene elemente, ki so zreli elementi. To so te stebri, ki so malo tako resni. Ne? Čuti se, da se na nje lahko zaneseš. In tudi nosijo, podpirajo, zbujajo zaupanje. Ne? Pod njim si varen, ten dežnik. Malo imaš pa te, vidite, čisto nasprotje, ne? Kako je to živo, kako je to, kaj je en tak brstič, kaj je en zametek, ena mladost, ki še ni čist artikulirana. In zanimivo, svetilke so to, ne? Ena luč, ne? Nekaj mladega poganja od spode, ne? Skratka, kaj je naloga starih, ne? V bistvu narediti zaščito, samo to, zaščito, da drugo lahko zraste, da razvije to, kar je v njemu. Ena fantastična stvar, ne? In za eno šolo, ne? Več kot primeren vhod, ne? Naprej. Zdaj pa zanimivo, ko stopite na rob tega vhoda, prav ko se vam nebo odpre,
če pogledate na desno, naprej, zagledate ta pogled. To je ena cerkev, Šentjakobska cerkev, pred njo je pa točno v osi, če bi tam stali, če bi pogledali te osi, točno v tej osi je pa Plečnik piramido postavil. Ne po naključju, tu na tem mestu je bila nekoč že ena cerkvica, ena mala, je arheologija svetega Fridolina, na takrat še rimsko prestanišče je bilo pred. Plečnik je velikrat ponazarjal s piramido potopljeno arhitekturo. Zanimivo, arheologija preteklosti je pravzaprav arhitektura preteklosti. Tako kot je arhitektura sedanjosti, je arheologija bodočnosti. To sta dve vedi, ki imata ta arhev v sebi. Ena odkriva, ena gradi. Naprej. Vidite, točno v osi je. Zadaj, zdaj se ne vidi, kaj je megla, je pa grič. Skratka, imamo naravno dominanto, imamo kulturno dominanto, imamo nekaj, kar je stvar preteklosti, kar je pogojeno v globini. Skratka, imamo 3 ravnine. Imamo zopet ta čas, kako nekaj raste in ponikne. Raste in ponikne. To je en princip v arhitekturi, zelo pomemben. Naprej. Tu še stara ulica, ne? Vidite, kako je bilo stvar polno. Ne? Naprej. To je to, ne? To je vstopati v hrib, ne? Iti v to dominanto po analogiji. Naprej. Kako je to na Hračanih uporabljal, ne? Tam je delal na Akropoli, na tem dvignenem mestu. To je, rekel, kot Akropola je mikrokozmos, makrokozmos. To je, piramido je postavil na rob, zato da je povezal z mestom, ki je spodaj. Vidite, igra globine. Naprej. Je pa na drugo stran. Tu imamo pa zdaj kar naenkrat 3 portale. Naprej. In zopet, Plečnik je izkoristil vrata, ki so že bila in so stare portale in naštimal na steno. Tako da 2 portala, levo in desno, sta slepa. Ne moreš skozi njih, samo postavljena sta ob zid. Slepe ulice. Ampak z tega vhoda v šolo, sredinski portal se postavi v sredino, naprej. Naprej. In skozi njega res lahko greš. In to je ta nauk te srednje poti, med 2 ekstremoma, to je ta triada. Fajn je poznati ekstrem visoko, ekstrem nizko, ampak z tega pa pravzaprav moraš neko harmonijo te sredine. Zlata sredina, rečemo temu. Ne? In po tem portalu pa greš lahko v svet. Ne? Recimo, kot študent, ko zaključiš, greš v življenje. Ne? Naprej. In tam se učenje še ne začne. Ne? In Plečnik je tega toliko razmestil. Glejte, to igro, ne? Kaj je tu Plečnik naredil? Ne? To je že bilo, Viktorijaška palača. On je sam tole dodal tukaj. Sam to, da je malo harmoniziral prostor. Ampak to je čudno, ne? Stebriček, ki je dvignen, ne? To je redkost, to vidiš sam tukaj. To je eno malo čudo. In če te zanima, greš, pogledaš in ko greš bliže, dvigneš pogled, naprej. Naprej. In vidiš, ne? Hotel te nekaj upozoriti, ne? Pa še en paradoks, ne? Naključje, ne? Ampak zanimivo naključje. Naprej. Na ta način prostor postane živ. Zato nas ta prostor hrani. V starih mestih mi gremo lahko po en banalni upravek, ne vem, po sukance ali po škarice, pa ne bomo nikoli utrujeni. Gremo pa v shopping center, pa smo utrujeni še preden pridemo do tja, ne? Ker ta prostor nas hrani, daje nam. Tisti prostor pa hoče od nas samo nekaj vzeti. Vse. In z napisi, dejte to, dejte uno, zdaj, akcija, dejte. Naprej. Ja, potem zvonik prevzame vodstvo po prostoru in nas pelje naprej. Naprej. Potem se nam odpre en tak prečen pogled, ki je seveda zdaj tu banaliziran, ne? Poznamo to. Danes smo zelo, že težko gledamo, zato ker smo tako bombardirani s pogledom. Naša narava je pa to, da mi moramo gledati, ker smo naravna bitja. Razvili smo se v okoliščino, kjer je bilo zelo pomembno, da takoj prepoznamo situacijo. A nam je prijetna, nam ni prijetna. In to propaganda danes zelo rablja. Postavlja se nam in vedno bolj agresivno, ker ve, da nas v principu ne zanima to, kar hočejo oni nam prodati. Zato so vedno bolj agresivni, vedno večji, vedno bolj, recimo tukaj, ne, izrazito. Ne.
Naprej. Ampak jaz bi vam rad nekaj drugega pokazal. A daš nazaj še? To stopnišče je tudi Plečnik naredil. Je zanimivo, je takole malo razprto. Ni pravokotno, mislim, ni paralelno. In ravno v točki, kjer se stvar stika skupaj na videz, vidite tukaj še zopet to zlato jabolko od Magistrata, to je najpomembnejša stavba v Ljubljani, mestna hiša. Potem zgine, ampak mi jo imamo v zavesti, mi vemo, da tam je. In ko potujemo skozi mesto, vemo, da bomo tja prišli. Naprej, to je to vodstvo v prostoru. Naprej. To je to stopnišče. Naprej. Igranje s perspektivo. Naprej. 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 To je ta agresivnost reklam. Vidite, star Kolizej, zdaj vmes je že padel, ne? Vmes so ga še izrabljali za reklame, ne velike. Tukaj spode se spomnite, ko je v Romuniji komunistična oblast padla. Kaj so ljudje naredili? Ne? To se mi zdi fantastična gesta. Ne? Izrezali so središče zastave. Hoteli so pogledati skozi. In danes v bistvu mi moramo pogledati skozi. Če hočemo spregledati, moramo skozi pogledati. Vse to nam zakriva pogled. Moramo si izboriti pogled v bistvo. Da vidimo skozi to majo, skozi to zaveso tega virtualnega. Naprej. Tu sem za nalaž zamenjal to z bankovcem, iz dveh razlogov. Eno zato, ker je seveda za tistim plakatom zadaj denar, ne? Hkrati je pa tukaj na tem bankovcu upodobljena Ivana Kobilica, ena fantastična ženska svojega časa, ki je po nekem ustnem izročilu bila tudi arhitektka. Jaz sem od enega človeka, ki se s tem ukvarja, mi je rekel, da močno verjame v to, da je to hišico zadaj, to je Zlata ribica, da je ona projektirala, ampak takrat nisi mogel biti ženska arhitekt in nekdo drug se je podpisal pod načrt. Ampak je res, če pogledate to hiško, če boste šli v Ljubljano, je zelo ženska, gracilna je, krasna je, ne? In je res možno, da je ona ustvarila. In bi bilo bolj prav, da je njena fotografija gor, ne? Tako da bi vsi vedeli, da je ona naredila to stavbo, ne? Je pa zanimivo, ker ta Erker prevzame potem to vodstvo po prostoru in te pelje naprej. Skratka, ona je obvladala ta prostorski jezik in je to naredila. Naprej. Je pa še nekaj tukaj not. Te dve diagonali sta pomembni. Namreč kažeta na feudalni grad zgoraj, pa na cerkveni stolp Svetega Nikolaja. To sta namreč te dve dominanti, ki sta takrat vladala srednjeveškemu mestu. Dve točki moči. Ampak to, kar je hotel Plečnik in ta star urbanist poudariti, je pa ta osrednja hiša, hiša meščanov. Mestna hiša, do katere pa vodi srednja pot. Naprej. 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 In če gremo tu, čez ta most, čez, dejansko pridemo sem. In tukaj v tem prostoru je nekaj posebnega. Naprej. Edin prostostoječi element arhitekturni v Ljubljani je Robov vodnjak. Ena fantastična mojstrovina, enega predanega umetnika, Francesco Roba mu je bilo ime, ki je tvegal vse, na koncu bankrotiral je, potem, ko je to dokončal, je šel v Zagreb in je tam životaril in potem tudi kmalu umrl. Čutil je pa, da mora to končati, to delo, Robov vodnjak. In jaz kadarkoli grem tem vodnjaku, vedno me odžeja, v obeh pomenih besede, ker vedno se kaj novega naučim. Naprej. Namreč, Robov vodnjak, učili smo se, da je to vodnjak 3 rek. In mi smo se, ko smo počali študij, družili 3-4 arhitekti med sabo, pa ena umetnostna zgodovinarka, pa še en slikar, pa kipar. In smo veliko hodili po mestu in smo drugemu odkrivali ali pa to, kar smo gledali in videli. In smo bili pozorni na Robo in smo gotovili, da se pod Ljubljano v eni točki srečujejo 3 reke. Zelo zanimivo, v eni točko pridejo skupaj 3 čist različne reke. Sava, Ljubljanica in Kamniška Bistrica. Skratka, ena kraška reka, skrivnostna, reka 7 imen, ki gre nad zemljo, pod zemljo. Potem Kamniška Bistrica z druge strani, ki je zelo taka divja reka, ki je ledeniška reka, gorska reka, in Sava kot ta srednja reka. Skratka, in v eni točki. In to je bil en park,
ob eni graščini, v katero je Roba rad zahajal, ker je bilo tam cvet ene inteligence, bila bogata knjižnica, so se družili. In tak je to vodil, to graščino je bil botanik in je urejal to sotočje 3 rek. In jaz verjamem, da je Roba bil s tem seznanjen. In v bistvu, ko je mislil na 3 reke, na ta popek, je v bistvu to strečišče teh 3 rek prenesel v središče Ljubljane. To je moje gledanje. Mislim, tako čutim nekako, da bi lahko to bilo. Namreč, skozi to točko teče vsa odvečna voda več kot polovice Slovenije. Vse, kar, ne, se predstavljate, vse povirje, vse od Snežnika, kar Ljubljanca sabo prinese, vse, kar Zgornja Sava, vse Alpe, vse Karavanke, kar teče na slovensko stran, vse Julijske Alpe, Kamniške Alpe še prinese, vse teče tu skozi. Zelo zanimiva točka, najnižja točka. In on jo je vzel in jo postavil v središče Ljubljane. Naprej. Ja, to je z vrha, če pogledate. Gledajte. Ljubljanica, Sava in Kamniška Bistrica. Kot en tak rok izobilja, ker pride v eno. Ne? Naprej. In zdaj, kako ta vodnjak stoji v mestu? On je zopet iz 3 elementov. Čaša je narejena kot Davidov križ. To je pečat mesta, ta 2 trikotnika, ki se prežemata. Zanimivo, ko stopiš pred mestno hišo na to točko, sem, ne? To preizkuste enkrat, ko boste v Ljubljani. Ta robovodnjak se je pokazal, da naj bo zrastel. In bo ta njegov vrh, ta obelisk, to zlato jabolko, se je dvigalo tukaj nad ta 2 zvonika in bo naredilo tak trikotnik. Skratka, bo najviše na nebu. Skratka, najnižja točka, kjer je voda, kjer je izvir, in najvišja točka na nebu bosta združena s tem vodnjakom. Zame je to simbol osvobojenega posameznika, meščana, takratnega in današnjega. Skratka, noben, tudi cerkev, ne more biti višja, kot je resnica človeka, ki iskreno misli in iskreno išče. Ni institucije, ki bi bila nad svobodo človeka. Ima svoj izvir, na svoj način se lahko dotakne najvišjega in najnižjega v življenju. In zato je Roba bil pripravljen dati vse, premoženje, družino je ogrozil, vse, da to realizira, da to da kot darilo. To je bil njegov navdih. To je vzel vase in to je dal od sebe. Zato ta vodnjak od Džeja. Naprej. To je to, ne? In zdaj, ne vem, ta vodnjak, še to bom povedal. Danes, ko govorimo o tem velikem poku, ne? Kaj govorijo znanstveniki danes? Ne? Nekaj neverjetnega, ne? Da je vse nastalo iz nič, ne? Iz ene neverjetne infinitezimalne točke, ne? Se je kar nekaj vse usulo v to, kar zdaj vidimo okoli sebe. A ni to pravzaprav to, kar je tukaj Roba ustvaril? Glejte. Čisti, ne? Neskončnost, nič. Točka, bistvo, ne? Potem tisto jabolko, ki smo videli, zlato, ne? Potem se pa začne, ne? In na konc dol, ko pluskne, ne, recimo, ne, nastane pa človek, narava, kamni, rok izobilja, rast. Čujte, to je skoraj kot v tistih zvezdnih stezah, veste, ki se teleportirajo, ne, stvari, nekaj naredijo ti žar, ne. In kar naenkrat smo tukaj, vsem tem, ker vse to je posledica tega časa, ki teče od tiste prve točke. To je živa arhitektura, ki govori in če jo poslušaš, ti še več pove. Naprej. Naprej. Joj, zdaj, koliko je zdaj ura? 9. Koliko, 9 pa? 9. 9, mora biti več. Pa 2 minuti čez. Tam je, ura gor. A ja? Ne vem, kako se počuti, je živo to mi. Ja, super. Ej, fajn. Jaz sem zelo vesel, da smo skupaj. No? Je pa tudi en krasen koncert zdaj tu v Narodnem domu. Če veste, en Indic pride na table, pa je krasen. Ne bomo tudi.
Ste še za? Ja. Ja? To je zdaj ena zgodba, tak, ki smo jo doživeli v Bovcu. Ravno ti isti prijatelji, ki smo govorili. Po enem naključju smo imeli delavnice, arhitekturno-urbanistične delavnice smo imeli po Sloveniji v 90-ih letih. Smo probali prebuditi to sodelovanje med ljudmi, ki živijo na mestu, z strokovnjaki, ki pridejo v enem trenutku, zato, da bi lažje ene vizije se začutile, take skupne, da ne bi vsak samo iz sebe izhajal. In smo imeli v Bovcu, smo imeli v Gornji Radgoni, v Črnomlju, po večjih mestih smo imeli. In takrat je bil ravno ta potres. Ravno ko smo mi bili tam, je bil ta velikonočni potres. In seveda je bilo naravno, da smo takoj šli v akcijo. Nas je bilo kar nekaj arhitektov, urbanistov, umetnikov tudi. In najbolj prizadet v Bovcu je bil tale del naselja, ki se mu reče Mala vas. Je pa zanimivo, da na tej mali vasi so stale same sodobne hiše, same nove hiše. In vse so bile totalka. Skratka, če bi bil potres sam malo močnejši, bi bili tu lahko vsi mrtvi. Je pa zanimivo, da tu so se preselili ljudje iz prejšnjega potresa v 70-ih letih, tisti bolj pri koritu, no, kot se je rekel. Ker so imeli veze, so jim tukaj omogočili, da so si postavili kar oranj hiše na ledini. In staroselci so takrat rekli, ne tam zidati. Rekli, to je ledina, to mi rečemo ledina, to je ornica, to je globoka zemlja. Prvič je škoda zidati, ker je malo zemlje ploden, drugi se pa tam ne zida, ker ni potresno varno, ker je mehko. In dva nemška turista, ki so na gondoli takrat, ki je bil potres, sta videla, kako je šel val zemeljski.